Živijo, sva Lučka in Matijas in to je KM Show. Ker muziko pa zadali. Feliz Navidad. Riba, mačka, ris, napadi me. Da te prijavim, stari. Damen und Herren, herzlich willkommen zu... Zdaj smo na slovenskem KM Showu, ne? Točno. Imamo še nemško edicijo za tuje trge. Skratka, lepo pozdravljeni ponovno v novem KM Showu. Danes malo drugačni, modernistični obliki. Danes gledamo, veš, tak, kot da smo res tako ful resno, se mi zdi. Tako imajo oni, ko delajo, pa so tako, ne vem, F20, ne vem, tako se predstavljam, delam na letališču. Ne vem. Najprej pa kot vedno, aktualne novice. Infokanal. In prvi dogodek, ki ti ga danes predstavljava, je po poteh Dakarja z Simonom Marčičem, ki bo na sporedu 4. marca ob 5. popoldne na našem Facebook live. Torej, ponovno je v bistvu to že en tak naš tradicionalni projekt, ne, Simona že od začetka spremljamo in v bistvu nam bo tudi letos predstavil svojo dirko na Dakar Rally in v bistvu letos je zasedel najboljše mesto do sedaj in ste bil 5. v svoji kategoriji. Tako da tudi letos bo povedal, kak je to, ko se tam furaš, pa posebej letos je bilo malo posebej, ker korona, pa se vemo, da verjetno ni vse potekalo tako kot ponavadi, tako da bo tudi letos to precej zanimivo, tako da, ja. Nedvomno, čisto tako samo za intermezzo, bi samo dodal, da za vse, ki ne veste, Simon Marčič je KMŠ športnik. Tudi mi smo skratka eden izmed teh organizacij, ki ga podpiramo in v bistvu res močno verjamemo v njega. In zato, tako kot si omenila, je to že res tradicionalni projekt in zato ste res vsi skupaj vljudno vabljeni. Ni pa to edini projekt, ki se bo izvajal marca. Na začetku marca, tako je sicer 8. marca na največji slovenski praznik. Tako jaz rečem, ne, vsem ženskam okoli mene, pa imam celo leto mir. Dobra taktika. Dobra taktika, ja, lepa. Kaj ti misliš, lepa, jaz sem taktik. Skratka, 8. marca ob 17. uri ste vljudno vabljeni na Lučkin dogodek, v bistvu. Tako da, ja, Lučka. Jaz ga bom vodila, ja. Tako. Sergejina zgodba, kjer nam bo povedala Sergeja, kako se je spopadala z boleznjo, katere vse tegobe, kaj vse je mogla dati skozi, da je danes tukaj kot je, se pravi, iskanje nekih pozitivnih trenutkov v življenju. Seveda vidimo se na Facebook live 8. marca ob 17. uri. Res je. Še bi kaj dodala? Ne, v bistvu bomo tam vse zvedli, ne? Tako. Ampak več informacij pa kot vedno v opisu videa. In čas je za aktualne novice. In v prvi aktualni novici ta teden ti prinašava novice iz Univerze v Mariboru. In sicer od 1. do 5. marca potekajo trenutno predstavitve Erasmusa. Torej, kaj v bistvu je Erasmus program? To da v bistvu ti za en semester ali pa za 2 polna semestra, torej eno šolsko leto, greš v drugo državo študirati na drug faks in si v bistvu tam na izmenjavi, ne? Torej, od 1. do 5. marca je po dnevih je razdeljena Evropa, torej vsak dan predstavijo nekaj držav. Link najdete v bistvu in na njihovem Facebook profilu in na spletni strani Univerze v Mariboru. Vsak dan poteka na MC Teams in pač po moje kar znak biti koristno, ne? Kaj pa ti? Bi žal kdaj na izmenjavo? Si bil kdaj na izmenjavi? Jaz sem že bil 2-krat na izmenjavi, ja. In to celo v srednji šoli, preko programa Erasmus+. V bistvu to je za dijake namenjeno po večini, koliko sem jaz seznanje. In sicer 2-krat za 3 tedne, enkrat Tenerifi, enkrat Portugalska. Je pa sicer zdaj tudi celotna izkušnja malo prilagojena, po moje bojo tudi o tem govorili. Torej, zaradi korone kar nekaj držav v Evropi ne sprejema tujih študentov in torej v bistvu študiraš si na Erasmus izmenjavi, ampak še vedno študiraš od doma, en semester v Nemčiji, naprimer, od doma. Ampak smo se pa pogovarjali tudi s parimi študenti, ki pa so recimo zdaj v kakšni državi. Torej, čeprav niso fizično na fakultetah, vseeno pravijo, da je to res super izkušnja, spoznaš nove ljudi, nabereš izkušnje in tako da res, tako je rekel Matijas, če kolebate, dajte reči ja, pa ne. Mi dva pa z Lučko iskreno misliva in upava, da do 1. semestra naslednjo leto se bo pač to vsaj do te mere uredilo, da sicer mogoče res z omejitvami, vendar vseeno boste lahko šli sami tja, ne bo treba od doma delati, ker pač ni enako, bodimo realni. Res je. Zdaj pa nič, ne? Druga spiko, aktualna novica.
Ti spet meni kradeš nekaj teksta tu? Ne, jaz samo... Torej, dobrodošli v drugi aktualni novici. Tokrat spremljamo prehod mladih na trg dela. Kaj se dogaja na trgu dela glede mladih? Kaj se dogaja v Matijasovi glavi, da je naenkrat resen? Ne, se ne hecam se, to nisem jaz. Vidimo zdaj tako, kot se spodobi. Skratka, ne, res. Zanima nas, kaj se dogaja z mladimi, ki želijo preiti na trg dela. Vse super in prav, sicer študentskega dela je nekaj, a vseeno ni dovolj dobro definirano, kako oziroma po kakšni poti je najlažje za mlade, da preidejo na trg dela. Seveda še posebej, če mogoče si ne želijo, recimo bomo rekli temu priložnostnega dela, ampak iščejo dejansko redno zaposlitev. Seveda bomo rekli kaj, tukaj so seveda sindikati, ki zastopajo mlade. Ampak to pa ne deluje tako, kot bi moglo. Pred kratkim je v javnosti še en primer, ko je pač v bistvu študentka prišla in iskala neko redno zaposlitev do sindikata in so ji na sindikatu rekli, vse sigurno poznate koga, sigurno imate kakšne veze. In to je pač za moje pojme absurd, ker ne nazadnje... To ni samo en primer. Pa to ni samo, pač ta primer je bil v javnosti. Ne? Enostavno ni več tistega proste volje, kjer nekdo želi delati, oziroma tudi če je pa, tako kot si rekla, brez vez, skoraj da nemogoče priti, sploh če govorimo o nekem specifičnem podjetju. Ne? Oni morajo dati javni razpis, ker tako je po zakonu, ampak kar se pa v ozadju dogaja, ni tako bi moglo biti. Ne? Pač tudi epidemija je zdaj vplivala na to. Torej, letos januarja je bilo skoraj enkrat več mladih brezposelnih kot lani, predvsem tistih, tako kot si rekel, ki prehajajo na trg dela, torej, ki so končali šolanjem in iščejo predvsem redno zaposlitev. Ne? In bolj kot ne se da najti samo kaj začasnega in to je definitivno problem. Predvsem zato, ker mladi se želimo postaviti na svoje noge, ne? To nam prevečkrat nam očitajo, da smo še doma, da ne skrbimo sami za sebe, ampak kak? S čim? Ne? Ko ti nehaš študijem, marsikaj ti gre stran, gre ti študentski boni, štipendija. Ne? Ogromno je te stvari tako. In zdaj je čas za... Spoznaj naju, spoznaj naju. Pač mi da smo točno. In danes predajam besedo Matijasu. Najlepša hvala. Po grozljivkah in tako naprej sem se odločil, da bom danes spet malo vrnil v mojo mladost. Bomo rekli zgolj par let nazaj. In sicer in spet v glasbo seveda, ker pač glasbo me res obdaja že celo življenje, pa verjamem, da še celo življenje me bo. Vemo to, omenil sem že, da igram klavir že 10 let. Nisem pa še omenil tega, da sem pisal tudi pesmi in ne samo pesmi kot besedila, temveč tudi melodijo, akorde, se pravi celotni angažma v bistvu, ki sem jih potem tudi sam pač igral. Dobro, tudi pel, ja, ampak pač to petje je bilo namenjeno za nekoga, ki pač zna pet. Jaz bi bil samo tisti, ki bi igral. Ampak ja, je pa bilo moje besedilo, pa tako kot sem omenil tudi pač akordi. Že se ne več ne spomnim, pa je bilo enih 6-7 komadov sem tak napisal. Tako pravim, ja. Kaj bi spravil čuj? Fun fact, začel proizvajati. Ampak se pravim, to ravno zdaj sem razmišljal o tem, da bi spet mogel najti. Sem dobil en povod, ampak mogoče pa spet. Teda je Lučka, it's your turn. Moj fun fact danes pa je, da imam izjemen spomin. V bistvu... Priročno. Ja, res. Spominjam se stvari res za, po moje... Mislim, da najhitrejši spomin, kaj se ga spomnim, je, ko smo stara 3 leta. Res, ampak pač dober spomin imam, zapomnim si zadeve, seveda, ki me zanimajo, ne? To bo zavljali tak nimaš problema z učenjem. Ne, pač res stvari, ki me zanimajo, si jih res zapomnim dolgo in pač res tak kvalitetno. Ne? Ti praviš, da se spomniš, ko sta se srečala z Ludvikom 14. Ne? Ja, ne? Absolutno, ta debata, ki sva jo vdarila. No, ampak recimo to mi pomaga pri kakem memoriziranju kakih glasb. Da moj prvi fun fact, kaj bi moj prvi fun fact? Da znam Keve ulice na pamet, ne. Zdaj par dni nazaj sem se spomnila, celo da znam, ne vem, če poznaš Slonin Sadež, ima ten komad Rapper, ne, 8 minut znam na pamet. Znam pa ene druge, poznam pač, komade njo, ampak ja. Ja, Snjožek, Gorišek, doma sni izruški. To je že product placement za njo, to je že product placement. Imam 2 fruca, žero in psa, ko nisem gosti, nisem v glavnem doma. In tudi ta teden ti prinašava idejo za serijo in pa za film. Torej, kot film ti pač resno priporočam, da si jo gledaj
film What Happened to Monday in sicer najdeš ga na Netflixu, ampak po mojem tudi kje druge. Je pa v bistvu ena taka, ne bom rekla, da je ravno kriminalka, detektivka, v glavnem svetovni film, go check it out. Ok, good. Tudi jaz bom kratek in sicer jaz vam predlagam danes eno zelo dobro slovensko serijo. Sicer je za zelo kratka serija, 6 delov ima, Primeri inšpektorja Vrenka. Verjetno ste že slišali, v zadnjem času bom rekel relativno zelo opevana, snemana je bila v Mariboru, dober igralski kader, kriminalka, res dobra kriminalka, kvalitetno posneta, pa zelo lepe scene Maribora so nos, tako da, če imate vse malo radi Maribor, idite pogledati, res všeč vam bo, meni osebno full good. Pa tudi napeta je. Imamo pa za vas danes tudi en giveaway in sicer V sodelovanju z fotografom Rokom Hlade Vajsom oziroma na Instagramu, če ga boste prečekirali Vice Creative, podarjamo fotografiranje za kar 2 osebi. Fotografiranje drugače v vrednosti 150 € in v bistvu cool je imeti neke take slike, ne? pač ali je to s prijateljico, ali je to z mamo, ali je to s partnerjem, ne? Torej, v bistvu vse, kaj moraš narediti, je, da spodaj v komentar napišeš, s kom bi si to fotografiranje delil, torej koga bi povabil, da se pride s tabo slikat, ne? In z malo sreče boš na 7 videa ravno ti tisti, oziroma ti tista, ki bo to fotografiranje prejel. Oziroma prejela. Pa ful cool je, ker si lahko še samo izbiraš obliko fotografije, ali je to, ne vem, ali je to fashion fotografija, ali je to, ne vem, portretno fotografiranje, ali je to tako, love, ne, tak. Mogoče sta veselem pričakovanju, pa bo to zdaj popolno nosečniško fotografiranje, ne, tako da Rok se v vsem specializira. Tako da. Ne pozabi komentirati, pa označiti nekoga. Ja. Že smo na koncu videa in tokrat spet ne pozabi lajka tega videa, se naročite na naš kanal in seveda vklopiti zvončka, da te bomo obveščali. In vidimo se v torek in kot vedno ostanite zdravi, pa tudi malo v cvetju. Zdaj, novem, pomladnem. Čau, čau. Good, ok, good. Perfekt.